Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Gregor, sem tukaj spet z vami. Danes ob sebi pozdravljam Damirja Batistija, s katerim bova skupaj pokomentirala zadnjo, oziroma zdaj že predzadnjo tekmo Dallasa, tisto famozno zadnjo situacijo, ko je najprej Luka Dončić zaključil z 1-2 zabijanjem in potem vsi vemo, kar je sledilo, zadnji met Jokića. Damir, kako si ti videl situacijo? Zdaj v bistvu malo probam zavrteti nazaj ta posnetek, pa mogoče bi ga še enkrat pogledala. Dajva skupaj, dobra ideja. Najprej je Jokića je trener menjal, v bistvu za Plumleeja. Tukaj je bila malo, po mojem mnenju, ena recimo napaka strani Denvera, ker Plumlee je bil tisti, ki je potem na koncu pristal še zraven na postru. Bomo videla zdaj to. Tala situacija zdaj ravno teče. V bistvu je zanimivo, ker je, če tudi poslušaš komentarje, pa vse ostale, vedeli smo, kaj se bo zgodilo. To samo jaz sem pričakoval trojko, ampak... Boli! V glavnem, prebil ga je zelo lahko. Absolutno lahko, pa pred, ne vem, če je ravno imel ta plan. Zdaj, v glavnem, sama akcija je bila vrhunska. Mislim, da je ono super akcija, bi rekli temu. Težko bi bilo narisati takšno akcijo, kot se dejansko zgodila. Jaz bi rekel, da je to verjetno tudi malo ta Lukev IQ, inteligenca. V bistvu prebral je igro, videl je pozicijo, prebral je postavitve na levi in na desni strani. In odreagiral. Pred sabo je bil Plumlee in v bistvu kaj reči. Zdaj, jaz mislim, da, pa upam si celo trdi, da tudi v tem zadnjem napadu, pri tej postavitvi bi tudi Jokića prebil verjetno. No, mislim, če bi. Ampak vse zato smo tukaj, da mi dva pogovarjamo se o tem, če bi, pa kaj bi, pa zakaj bi. Analiziramo, seveda. Samo pol se je zgodil ta timeout, Jokić se vrača v igro. Ključna poteza. Tako, zdaj sam imam občutek, da, ne vem, v Dallasovih glavah je bilo to. Kot da so oni že zaključili. Koga ima Denver v končnici kot svojega tistega glavnega kleče igralca? Mislim, da imamo samo enega. Mislim, da tudi že 4-krat, če se ne motim, odločil v tej sezoni. Koliko je on visok, tega podatka jaz nimam približno. Ja, upal bi si naredil vsaj 20, če ne še kakšen centimeter več. Kaj lahko rečemo, je smiselno pogledati, koga imamo v ekipi Dallasa za tako višino, zaradi mene, da stoji vsaj v raketi. Mislim, moje mnenje je, da bi tukaj lahko odreagirali na ta način, da bi probali pokriti Jokića s kakšnim visokim igralcem. Sicer jih Dallas nima, kaj jaz vem koliko, ima pa vsaj Merija, pa ima v bistvu mogoče še, mislim, pravzaprav njega, ker ostala sta na parketu Pavel in Kleber. Drži. In to je to. Zdaj, kaj se zgodi? Zgodi se pač to, da posiliš svoj met, Jokić iz pol distance pri raketi. Se mi zdi, da to je bilo rahlo neustavljivo. Ok, nekaj se še mora dotakniti. Izvoli, povej. Ja, prosti met Luke, Prosti met, ja. Vkolikor bi ga zaključil uspešno, bi bila tukaj razlika 2 točki. Tudi ob kasnejšem uspešnem metu Jokića bi šli najverjetno v podaljšek. Veš, kaj me zanima? Zanima me mnenje, berem na tvojem kanalu, komentarje, pa berem tudi malo druge. Mimo gre dober kanal. Hvala, Damir. Cenim, da spremljaš. Hvala. V bistvu ta analiza ali pa to razmišljanje o prostih metih igralcev v NBA. Ne vem, zdaj Američane, ko pospremljaš njihove, se pravi, ko si dober, si strašen bog, ko pa delaš napake, si pa strašen, ne vem rekel kaj. Se pravi, malo so tudi Luko razmesarili, kak je lahko igralec tak dober, v bistvu iz distance, da ne je bilo boljše, da gre kaj drugače metati, kot pa, da nima živcev, pa ne vem česa vsega za končni prosti met. Moje mnenje je pač človek je tudi utrujen, se ni mašina. Sezona je bila dolga. Noben ni narejen iz tistega testa, da bi nekaj namerno grešil. Tudi Luka ni, ampak ja, kaj jaz vem, seveda fajn se med nam pogovarjati. In biti general po bitki, ne? Pa razmišljati in zaradi tega take debate, dobre, kaj bi bilo, če bi Luka zadeval. Drži. Ali bi šel Denver na 3, mogoče ja, mogoče ne, pa verjetno ja, ampak to si upam tudi, da spet z Jokićem, to je moje mnenje. Še eno vprašanje se mi tukaj poraja, Damir, me zanima, ali bi bilo mogoče tukaj smotrno prekiniti napad z osebno napako? Ja, dobro vprašanje. Kajti takrat bi imel Denver 2 prosta meta, vkolikor bi zgrešil,
praktično ni ostalo časa za... Jaz bi rekel tako, če bi iz perspektive recimo trenerjev verjetno gledal, bi rekel, da osebna napaka ni opcija. Mislim, zaradi tega, ker res je podarek na obrambi, se pravi defense do konca, kakorkoli je. Ne. Za vsako ceno. Zdaj se zanašati na to, čeprav je Jokić zgrešil, mislim, da nekaj pred tem en prvi prosti met, ne, ali pa za kogarkoli se zanašati na to, da bo zgrešil dva, ne vem, mislim, se mi ne zdi se mi tipično ameriško, ne. Ne na zadnje, res drži. To se mi zdi ameriško. Čeprav, kaj pa vem, nisem... Mogoče za kdaj naslednjo situacijo bomo videli, kako bojo tudi ob podobnih situacijah pri Dallasu. Meni se zdi, da je to vse skupaj malo so preveč mištajci, to levo vzeli to Dallasu tudi zadnjih 5 sekund. Tako, ležerno. Ker kaj ti pomaga močen defense, ne, na zunanjih igralcih, ne, če ti gre njihov key player v raketo res lahko, ne? Prelahko. Ja. Plus tega se ostavi tam neki na pol distanci in da koš. Mislim, Dallas je odigral po dolgem času za mene res eno dobro tekmo. Konstantno je bilo na nivoju 5 točk za ene, 5 točk za druge. Do zadnjega se ni vedelo, kdo bo dobil partijo. Plus tega je Dallas, ne vem, mislim, da dokazal, ne, da lahko igra v bistvu v tem egalu, ne, ker Denver vemo, da je med više rangiranimi, ne, v tem času, ne, mislim, play-off je tak mast, ne, zanimivo bo gledati Denver v play-offu, ker se mi zdi, da lahko nagajajo fejst. Mogoče ni tiste konstante, ki bi morala biti... Mogoče tako, če se dotaknem, verjetno jih pred sezono nismo mogli uvrstiti tako visoko, kot trenutno kotirajo. Verjetno so na nek način presenečeni za sezono. Za mene zagotovo. Pa ne zdaj samo Jokić, ker v bistvu igra res fenomenalno. Pa so Štubisli, pa vsi ostali, ki so, po mojem mnenju, da vem, od nekod eksplodirali, ampak je pa tu seveda še ključ tudi trener, ne? Na nek način je zložil malo te kocke. In Denver je presenečenje sezone, isto tak bi rekel, za kak drug tim tudi, ampak če že govorimo o Denveru, se mi zdi, da bo res znal nagajati v play-offu, kakve šanse bi jim dal, ne vem. Za Dallas pa, kaj pa vem, da smo vsi ljubitelji Dallasa in igralcev in tega vsega, moramo pa biti tudi malo objektivni. To leto je pač leto nekega, res nekih ups and downsov v tej ekipi. Drži. Ti tradi pa tak naprej, kako si ti to doživel? Ja, odlično vprašanje. Nekako se je kar čez noč ekipa, kot da se je na novo sestavila, absolutno se vidijo že neki zametki, da bo Luka predstavljal obraz te franšize skupaj z novim prišlekom Kristapsom Porzingisom, s katerim so verjamem, da Dallas, da je pridobil eno ogromno širino, se pravi, Kristaps je nevaren praktično z vseh položajev, lahko zadane z razdalje, raztegne obrambo. Če je zdrav. Če je zdrav, drži. To je pa potem spet novo vprašanje. Spet bomo imeli možnosti zdebatirati, ne, na raznih debatah, biti zdrav, ne biti zdrav. Jaz bom rekel tak, Cuban je gambler, pravi podjetnik, tak kot je, tak v bistvu v podjetništvu tak vodi tudi franšizo. Biti tak res odločen pri vseh teh tradih in tak naprej, to je... Deluje zelo zanesljivo. Sicer so bili v preteklosti že razni tradi, samo tale pa je bil res, v bistvu praktično je Luka končal brez ekipe, ne? Popolnoma so zasukali vse, tako, drži. Luka je dejansko prišel iz enega igralca, sicer začetne peterke, ampak igra se vsaj v prvih tekmah absolutno ni vrtela okoli njega. No, zdaj je Luka svojo kvaliteto igrami na igrišču pokazal, da je vreden zaupanja, vreden pozicije, katero bo on potem samo ekipo vodil, igralci pa se mu bojo dodali okoli njega. Sploh je pa, oba spremljamo tudi ameriške medije, pa malo gledamo, kaj se dogaja tam, meni je bilo zelo interesantno, ne, spremljati Lukovo reakcijo po tradu. Spravi, ne samo po prvem, ne, ker prva je bil Matthews, pa DeAndre in Smith. Smith Jr. Ja. Dobro, tisto je bilo bolj v smislu njegove reakcije, ja, to je biznis, tak naprej, ampak videl sem ga pa, da, mislim, ne vem, po kjer tekmi so potem na sredini
tekme Barnesa tradali. Ne vem, proti kom so že igrali, ampak domača tekma. Po tekmi njegova reakcija bila res frustrujoča, ne, tista frustracija je bila močna. Mislim, zagotovo človek je bil 19 let, še takrat star, novo, vse skupaj in ne vem. Ja, dejansko z prve roke videl, kako se lahko hitro v tem NBA-u vse spremeni, kot si rekel. Tako da vseeno, ne, tudi debata o tem, kdo je Rookie of the Year, je tu meni osebno popolnoma nesmiselna. Drži. Tebi tudi? To je kot kakšna druga debata, GOAT, MJ, mogoče kdo drug, to je spet druga tema, ampak ja, se strinjava, da je tukaj. Najbolj smešno je to, da v bistvu pojavi se Trae Young z 49 točkami v 4 podaljških. Ne? In to je potrebno poudariti. 4 podaljških. In potem pride ameriški mediji, vse nekateri do ponovne neke dirke, ja, ustvarijo umetno neko dirko, ali je Trae Young v igri. Ne? Ja. Dobro, jaz rekel, meni so zanimive te oddaje, ko imajo NBA TV Starters in podobno. Ne? Tam pridejo razni mojstri nekaj nalagati, ampak so pa tudi kakšni realni, ki pravijo, v bistvu čakaj malo, ne? Od prvega dneva dalje gledamo performance in to je to. Meni je ta debata, sicer mislim, dobro, mi smo Slovenci, smo seveda malo lepo stranski včasih, ja. Ampak predvsej objektivni. Še vseeno. Tako da, jaz mislim, da je fan dokazal vsem. Mislim, mene osebno, ne da je presegel je vsa pričakovanja, ki sem jih kadarkoli upal, recimo, ki je na glas povedati, če sredi poletja. Ne. Drži, tu se močno strinjam. Ja. Tako da jaz kapo dol njemu, vsem okoli njega, družini za podporo, vsem dejansko. Pa, jaz bi rekel tam, ne, tisti, ki ima voljo, to, kar smo videli zdaj v zadnjih 5 sekundah tekme proti Denveru, to se enkrat obrne. Ne. Meni je enkrat en športni psiholog, pa en tudi znan trener, sta povedala, da šport je v bistvu ena zadeva, ki nikoli ne laže. Vse na koncu, tam ko nekaj dosežeš, točno tam pogledaš liste, tam si. Ne? In isto je v takih situaciji, jaz mislim, da bo te vse stvari se bodo začeli obračati, v bistvu prid ali Dallasa, ali Luke na nek način. Slejko prej, ne? Če se smem navezati na to, kaj si pravkar povedal, to me zelo asocira na prvi Final Four Luke Dončića, če se spomniš. Ja. Real Madrid je naletel sredi Turčije, če se ne motim, takrat proti Fenerbahčeju in Luka je takrat začel kot 18-letni fant v prvi peterki in je zmrznil, če se ne motim. Ja, a pa v domači nič od nič, ne? Nič od nič. Ja. Minilo je leto dni, ja, tista zgodba z Evropskega prvenstva, zmagoslavna, prvi človek Real Madrida, no Final Four, Luka odloči, je bil glavni akter Real Madrida. Ne, se pravi, iz enega leta, ko se je spoznal s Final Fourom, do drugega ga je osvojil. Seveda je to dobra istočnica, ne, za njegovo rast, ne, potem tudi v NBA-ju, ker v bistvu sem pa pripričan, da tudi tega ni pričakoval. Ne. Mislim, dajmo pogledati obraz po končani tekmi, ne, Luke Dončića in ja. Kar nazorno je povedal, brez besed. Ne laže. Drži, ja. Laže. Ampak to je tist obraz, ki kaže zmagovalec, noče izgubljati in to je to. Nič, gledamo, zdaj počasi prije tekma proti Miamiju, ne? Drži, in nekateri bomo tam, to lahko z velikim veseljem povemo. Grega, kaj boš kaj posnel, boš kakšen close look naredil? Absolutno, mislim, da tudi to dolgujem vsem mojim sledilcem in tudi ekipi, ki stoji za mano. To lahko z velikim ponosom in zadovoljstvom povem. Damir, še enkrat bi se ti zahvalil, da si vzel čas. Da volje, meni o tem debate tečejo v kafanah, pa v gostilnah, pa tako naprej, zakaj ne tudi enkrat tak malo na tvojem kanalu. Jaz mislim, da je fajn, da si me povabil, hvala lepa, da smo malo podebatirali. Verjamem, da boš slej prej naredil to v višjem, se pravi v nekem večjem krogu tudi, ne, ker bomo se kdaj še kje skregali zaradi česa, ampak dobro je, res hvala ti. Tako, seveda, absolutno. Še enkrat bi želel tole poudariti, hvala tudi trgovini Gross Basket, prvi specializirani košarkarski trgovini v Sloveniji, ta nam je posodila, da tako rečem, prostore.
Hvala še enkrat vsem vam, da me spremljate. Se vidimo z naslednjimi analizami, z naslednjimi highlightsi in to je za enkrat za danes vse. Hvala! Čau!